Pogosto se namreč zgodi, da ko enkrat Honda pride v familijo, tam ostane dolg čas. Dober dan. Honda na test ne pride pogosto, ampak kadar se to zgodi, vedno in brez izjeme pusti močan vtis. Tole za mano je ena čist nova Honda, nosi ime ZR-V in zdaj, če te zanima, kam za hudiča ZR-V pri Hondi sploh paše, si predstavljati takole. Največji je CR-V, najmanjši je HR-V, vmes je pa ZR-V. Pa če hočeš slišati, kaj to pomeni še v merah, dajmo reči, da je dolžina od oka 4,5 metra. Tekmecev mimogrede najdeš veliko, dajmo reči, kaj pa je svem stari? Toyota CHR, Mazda CX-30, kaj imamo pol še? Pri Citroenu kaj, pa kakšen Nissan Qashqai, mrskej. Drugač pa, a začnemo pri obliki, pri karoseriji. Moram priznati, da mi Honda ZR-V v estetskem smislu zares ne ustreza najbolj, ampak se veš, vsake oči imajo svojega unga. Malar pa te fore. Začnimo spredi, tale maska me spominja, da bi avto delal tale fris, lej. Takole nekako, recimo, takole. Mi je hecna. Ampak, če pa skočimo hitro do zadnjega dela, mi je pa všeč, da so izpuhi kolikor toliko te pravi. Mislim, tele zaključki so atraktivni, ni kar neki v tla obrnen, pa klepo zaprt s plastiko, pa tako naprej, veš. Ampak ajde, pustimo obliko primer, dajmo se posvetiti vsebini. Za začetek, kaj ZR-V sploh pomeni? Zelo preprost, v osnovi naj bi bil ta avto, se veš, kako znamke si predstavljajo, kdo bo pol to vse kupoval, pa tako. Generacija Z naj bi bila tista, ki naj bi najbolj pogosto posegala po tem avtomobilu. Zato Z na začetku, RV pa pri Hondi, se veš kaj pomeni, ne? Recreational vehicle. Rekreacijsko vozilo, pravite, ha? Okej, dobro. Se drugače tale stranska silhueta, pa vidiš visoki boki, pa tanke šipe zadnji, se mi zdi, da vsem kar malo športnosti je v njej, ne? Konec koncev je Honda. Mimogrede, apropo Hondaši. Sva se zadnjič z Juretom pogovarjali o tem avtomobilu, pa Jure dobro povedal, ne? To je čisto res. Kupci oziroma ljubitelji znamke Honda so si precej podobni s ljubitelji znamke Subaru. Pogosto se namreč zgodi, da ko enkrat Honda pride v familijo, tam ostane dolg čas. Pa pol fura dedek, foter, sin. Zakaj je pa to tako, je pa po eni strani tudi logično, ne? Zato, ker so Honde znane po tem, da so izdelane izredno kakovostno. In to je tisti moment, ki sem ga zdaj čakal, zato, ker te hočem odpeljati noter. Pridem. Poglej, takole izgleda kokpit. V osnovi gre za preprosto oblikovno zasnovo z detajli, ki jih poznamo tudi že iz Honde Civic, recimo tile zračniki oziroma tale mreža. Sem pa tja najdemo tudi kakšno zanimivo oblikovno rešitev, recimo ozek sredinski greben tukaj na začetku, tudi zato, da lažje dosežeš predal tukaj spodaj. A pa še eno stvar bi rad poudaril, tale sistem tipk na sredinskem grebenu je uporabno nastavljen vedno blizu roke, tukaj stisneš za drive, tukaj stisneš neutral, ampak moram reči, da pa reverse nazaj, ker se na nek način sliši logično in intuitivno, ampak v resnici ni. Jaz se kar nisem mogel navaditi, jaz sem reverse hotel ali pritiskati ali tja porivati. Ne vem, hecen mi je pa ta avto že nekaj časa vozim. Hočem, da reverse vedno drugače, s pritiskom na P ali nekako, pa ne vem, zakaj se mi to ne zdi intuitivna rešitev, da bi moral biti malo drugače. Ne vem. I don't know. Stopnje mislim, da so 4, nastavljaš jih pa preprosto, tako da pritiskaš plus ali pa minus. That's it. Mimogrede, položaj za volanom, voznikov položaj je izredno dober. Jaz sem se za tem volanom takoj počutil odlično. Ok, zdaj pa naprej. Oziroma čak malo, če že sedim tukaj zadaj, dajmo obdelati drugo vrsto. Prostora za noge več kot dovolj. Občutek imam, da ne bi bilo čist nič narobe, če bi bila pa kabina mogoče v širino še malo bolj izdatno odmerjena. Prostora za glavo ni na pretek, sicer gre streha tukaj le spet na noter, zato da je malo več placa, ampak par centimetrov zagotov, odzame pa tole panoramsko okno, ki pa naredi veliko za zračnost kabine. Ok, pejmo zdaj v prvo vrsto. Tukaj pa pride na vrsto eden največjih komplimentov, ki ga jaz tej Hondi sploh lahko dam. Stari, prvi občutek, ko se usedeš v to kabino in vsakič znova, ko to ponoviš, je feeling kompaktnosti. Materiali, ki so najbližje prstnim blazincam. Kako je avto sestavljen? Jaz moram priznati, da že nekaj časa nisem sedel v avtomobilu teh mer,
pri katerem bi imel občutek, da je narejen tako zelo dober. Imaš feeling, da bi se lahko dosti naloma zapeljal, pa bo vse ostalo na svojem mestu. Ne vem, s čim vse je Honda to dosegla, ali z samo obliko, ali z materiali, ki so na določenih mestih zares zelo prijazni. Mogoče z visokimi boki, ko si sedež nastaviš na najnižjo pozicijo, kar jaz naredim ponovadi takoj, v katerikoli avto se usedem, imaš občutek, da si res dobro varovan. Feeling v tem kokpitu glede tega je zares dober. Sicer pa sedim v ZRV-ju z najvišjo stopnjo opreme, kako se že imenuje, Advanced se mi zdi. To med drugim pomeni tudi tole površino tukaj za brezstično polnjenje telefona. Hecna stvar pa poglej ta dva cup holderja. Zares velika sta, znata sprejeti tudi kakšno večjo flašo, medtem ko to težje rečem za tole odprtino v vratih. A veš, doskrat se zgodi, da je to glih obratno, da sem le daš majhno flaško, v vrata pa lahko zabašeš večjo. Se mi zdi, da predvsem pri nemških avtomobilih, recimo pri vozilih Volkswagen koncerna je podoben. A ja, pa ker sem prej govoril o kakovosti, že ko zagrabaš vrata, da jih boš zaprl, vrata so razmeroma težka, dajo ti tak kompakten občutek, da je avto zares dober narejen, ta thump, kako pravijo Angleži, je tak kakovosten. Pa še par drugih detajlov mi je recimo izredno všeč. Poglej, tole, ki izgleda tako kot prestavna ročica. Vidiš tale zavihek na desni obvolanski prečki, pa na levi seveda tudi. Stari, tole ni plastika, ampak aluminij. A pa še nekaj sem pozabil posneti, to snemam naknadno, nisem razložil, kakšna je funkcija teh obvolanskih ročic, namreč niso tukaj zato, da bi z njimi prestavljal v višjo oziroma nižjo prestavo, ampak zato, da z njimi uravnavaš stopno regeneracije nabrane energije, ki se peleš. A veš, ko spustiš gas, a veš, s kakšno intenzivnostjo avto potem žanje vso to nabrano energijo in jo shranjuje v baterijo, pa jo pa spet uporabi takrat, ko stisneš gas oziroma takrat, ko jo potrebuješ. Pa če smo že pri pohvalah, poglej, pri Hondi smo se doskrat pritoževali zaradi vmesnikov uporabnosti pri tem avtomobilu. Druga zgodba. Vmesnik je preprost, ampak uporaben. In ko že govorimo o preprostosti, še en dokaz zdrave, da ne rečem kmečke pameti, stikala klimatske naprave so klasična. Honda je še ena od tistih znamk, ki ve, kako se tem rečem streže, tudi ko sede. Tudi občutek pri upravljanju, pa zvoki so ta pravi. In ko tako staro klasiko srečaš v sodobnem avtomobilu, si misliš sam, hvala Bogu. Sonček se je pokazal. Ok, zdaj, če smo že obdelali kabino, se lotimo še kufra. ZRV rekordov ne bo poderal, ker gleda še 390 litrov velika luknja, ima pa par drugih prednosti, recimo raven nakladalni rob. Pa jaz sem pričakoval, da bo zadnja polica sestavljena tako kot pri Hondi Civic. A veš, pri Civicu je tako, da se zarola notro eno kaseto, zagrabiš, potegneš, spravaš, lahko celo odstraniš. Tukaj govorimo pa o klasični polici, ki lahko tudi odstraniš in celo spravaš semle noter brez težav, to je tudi en bonus. Kar se pa tiče prostornine, smo pa rekli nič posebenega. Ok, zdaj pa pogledaš sem gor, poglej, a vidiš dve stikali za zapirati prtljažnik. Tale je tisto običajno, se ga dotakneš in se kufr zapre. Ampak poglej, ti bom nekaj pokazal. Tole je en tak cool feature, ki ga ne srečaš pogosto, mimogrede, ključ je zares majhen, kompakten, ampak ker je razmeroma težek, je občutek kakovosti tudi pri ključu prisoten, drugače pa če ga daš v žep, pa recimo, da veš, da imaš v kufru nekaj, kar bo zaposlilo obe tvoji roki. Predtem stisneš tole tipko, prižge se majhna zelena lučka, zagrabiš tovor, odideš od avtomobila in če imaš ti ključ pri sebi, se bo kufr, ko se ti oddališ, samodejno zaprl. Kar fajna, ne? Mimogrede, prej sem to pozabil poudariti, ne? Ampak, ko se lotiš tega gobca, jaz sem se premal hecal, ker sem rekel, da zgleda tako, ne? Ampak, če povzameš sem kakšno posamezno linijo, ne? Pa iz določenega kota zna tale gobček spominja tudi na kakšnega od Maseratijev. Se strinjamo? Ok, zdaj pa, ko sem pri sprednjem delu, poglej takole, jaz sem ta hibridni sklop že enkrat preizkusil, gre za osnovo, ki jo tvori 2-litrski bencinar, 4-valjnik, sicer s skromno močjo 105 kW oziroma 143 konjev, ampak ne pozabi, veš, zraven lahko prešteješ še pomoč elektromotorja s skupno zmogljivostjo 135 kW. V glavnem, ko vse to skupaj pomešaš, pa rečeš, ok, koliko ima pol ta avto kojnov? Se veš, moč elektromotorja pa kojne ne moreš kar tako seštevati, pa pol dobiti eno ogromno cifro. V resnici vse skupaj malo drugače. Da nam kakšno neumnost rekel, bom pogledal še v prospekt. Skupna moč pogonskega sklopa je 184 konjev. Po vsakem primeru imaš seveda opravka z avtomatskim menjalnikom. Kaj pa poraba? O tem sem govoril že pri testu Civica. Mimogrede, tam sem se podrobneje posvetil temu hibridnemu pogonskemu sklopu, ki je sam po sebi, po svoji zasnovi zares poseben, ampak če se osredotočimo na porabo, ne, stari, koliko sem se pelil, vse čisto vse, avtocesta, mesto, hiter, počas, tam, med 5,5, 5,9, recimo povprečje 5,8, stari. Vse to sem že pri Civicu povedal, gre za enega najbolj prijetno odzivnih pogonskih sklopov, kar sem jih imel možnost preizkusiti. Veš, sodobni hibridni sistemi pri podobno velikih avtomobilih se zelo pogosto zanašajo na usluge bencinskih motorjev z razmeroma majhno prostornino, ne. Medtem ko se ZRV pa
Civic, pa Toyota RAV4, pa še kaj, kar najdemo kje drugje, temu upira z razmeroma veliko prostornino. V primeru mojega avtomobila pri Toyoti govorimo 2,4-2,5 litrska prostornina, v tem primeru 2,0. Na nek način Honda ZR-V, tako kot recimo moj avto, dokazuje, da there's no replacement for displacement. Prastar avtomobilski rek, ampak moram priznati, da drži. Ti, ki voziš to Hondo, čutiš, da imaš v nosu neki z večjo prostornino. V nobenem trenutku nimaš občutka, da je avto podhranjen, ampak spet to je tudi zasluga tega, da so Hondini inženirji ta hibridni sklop tako lepo, kako se temu reče, ne zasnovali. Ta bencinsko-električni orkester so uglasili do popolnosti. Ok, zdaj pa preden se lotimo še voznih lastnostih, pogled na cenik. Poglej, stisni si pauzo pa poglej, v vsakem primeru imaš na voljo samo en pogonski sklop, na dizla pozab, vse skupaj se začne pri dobrih 41 jurjih. Plus pri Hondi, tako je običajno pri skoraj vseh avtomobilskih znamkah, pravijo, da če se odločiš za njihovo financiranje, dobiš še neke vrste bonus, nek popust, ki mislim, da pol to skupaj nanese koliko jurja pa pol. Ok, zdaj pa kako se znajde na cesti, jaz zdaj vam moram pohvaliti, da se vede zelo odrasla in napačna beseda, ampak pri podvozju čutiš, kako je dobro uglašeno in dobiš feeling, da voziš veliko večji in daljši avto kot 4,5 metra. Veš, ta avto blaži izredno dobro. Mimogrede pozabiš, da sediš v dvignjenem avtomobilu, kar je velik kompliment. V bistvu, ko sem se lotil vseh tistih parametrov, ki jih moram upoštevati pri tem, preden podam oceno, kako se avto pelje. Torej, krmiljenje, povratni občutki skozi volan, skozi zadnjico, skozi hrbet, feeling, ki ga dobiš od podvozja, ne glede na podlago, jaz nisem našel ene resnejše hibe, oziroma mislim, na tem področju pomislekov preprosto nimam, ker je skladno s tem, kar Honda ponuja običajno. To je dobra stvar, pa mogoče tudi ta pravi moment, da potegnem črto, pa da se počasi poslovim. V resnici me na koncu zanima samo, kaj o ZR-ju misliš ti, a ga kdo med vami celo ima, pa ga voz kot Dailya, pa ima kakšno drugačno mnenje o vseh stvareh, ki sem jih omenil. In to je počasi to. Folk, lepo se imejte. Ajde, čau.